Dino. Mama Majazavra je skočila le po grižljajček hrane. Ko se je vračala, je v svojem gnezdu že oddaleč opazila nekaj nenavadnega. Ob njenem pikčastem jajcu je ležalo še eno jajce. Tu je. Ležalo je tam in se svetlikalo v čudovitih pisanih barvah. Presneto, le kdo bi ga lahko položil tja. Pred 10 dnevi je komaj rešila svoje ubogo pikčasto jajce. Mlad buldozaver je namreč vse ostale v hipu požrl. Zato je bila pravzaprav kar vesela, da bo lahko valila 2 in tudi na moč radovedna, kaj bo pokukalo iz tega čudnega jajca. Vsa družina Majazavrov je zdaj dan za dnem varovala gnezdo in nestrpno pričakovala odločilni trenutek. Prvo je počilo pikčasto jajce. Iz lupine je zlezla mala Majazavra, Maja, in se nerodno skotalila na zemljo. Nato je zaškrbljalo, zapokljalo in se zagugalo še čisto lepo, bleščeče jajce. Počilo je in vse splošno razočaranje je v njem čepel čisto navaden dinozavrček, malo manjši kot Maja, sicer pa na prvi pogled prav zares nič posebnega. Potem pa se je malček pretegnil in stegnil in z začudenimi očmi Majazavrov se je prikazal mavrično lesketajoč se mladičkov hrbtni grebenček. Kar zijali so in zijali so vanj in se ga vsi po vrsti hoteli dotakniti. Malemu neznančku so dali ime Dino in z Majo sta pridno rasla. Postala sta velika prijatelja. Kmalu sta se lahko sama odpravila iskat hrano. Le k vodi nista smela brez odraslih. Tam okrog sta se namreč potikala buldozaver in grozozaver in kaj lahko bi ju pohrustala za malico. Tako je ta nenavadna pot do vode kot mora ležala nad življenjem miroljubne družine Majazavrov. Nekega poznega poletnega večera, ko so ostali že dremuckali, je šepnila Maja: Dino, ali tudi ti ne moreš zaspati? Ne, na tisto votlino mislim, o kateri nam je danes pripovedovala mama. Na tisto skrito votlino s studenčkom, kjer smo včasih živeli. Tudi jaz kar naprej mislim nanjo in na tistega groznega rogozavra, ki nam jo je vzel. Veš kaj, Dino, pregnati ga morava iz nje,
da bomo spet imeli svoj studenček in bo našega strahu enkrat za vselej konec. Dino je bil navdušen. Kako bosta pregnala Rogozavra, se jima bo pa že še posvetilo. Zjutraj sta bila že zgodaj pokonci. Seveda nista na dolgo in široko razlagala svojih načrtov, kajti mama Majazavra ju prav gotovo ne bi pustila nikamor. Lačna sva, mama, poiskala si bova zajtrk, potem se greva pa igrat. Prav, a ne ostanita predolgo, je rekla mama. Maja in Dino sta se najprej namenila poiskati tisto veliko goro, o kateri je pripovedovala mama prejšnji dan. Dolgo sta tacala in končno pritacala do nazobčenega skalnega grebena. Lezla sta čez skale in razpoke, lezla in lezla in lezla, kar naenkrat pa so se tla pod njima zamajala. Potres! Je zakričala prestrašena Maja. Primi se, Dino, potres je! Pazi! Treslo se je in majalo in premikalo in zvalila sta se skalovja. Nato je bilo za hip vse tiho in ko sta spet prišla do sape, je pred njima stal ogromen zobozaver. Spal je za skalnim grebenom. Maja in Dino pa nista niti opazila, da sta že kar nekaj časa plezala po njegovih okostenelih, lopatastih ploščah sem ter tja. Ja, kam pa vidva, a? Je zanosljal zobozaver. Sta se izgubila? Ne, le igrati sva se hotela in si najti nekaj za podzob, se je opogumila Maja. Pazita, da ne splezata še na koga, na kakšnega grozozavra recimo, ju je posvaril prijazni velikan. Poglejta, kje lezeta, res poglejta. Maja in Dino sta postala bolj previdna. Tiho sta se plazila skozi pragozd in ko je nekje počila vejica in je zašumelo listje, se je Maja bliskovito zasukala. Prepozno! Proti njima je z bobnečimi skoki lomastil orjaški grozozaver. Kolikor hitro sta mogla, sta jo odsvrla vsak na svoj konec, da bi zverini otežila zasledovanje. Grozozavra je zamikal mavrični Dinov greben in Dino je tekel na življenje in smrt. V gostem, prepletenem grmovju je bil na srečo dosti bolj okreten kot njegov gromozanski zasledovalec.
Grozozaver je končno omagal in odtopotal. Maja je zlezla iz skrivališča in pohvalila Dina. Dober si bil, veš, ne bojo naju. Kmalu pa sta ugotovila, da sta se zgubila. Nekaj časa sta še tavala po gozdu sem ter tja, potem pa sta obupala in legla pod veliko drevo. Počitek sva zaslužila, je odločila Maja. Komaj pa sta zaprla oči, ju je zdramil globoki glas. Nina, nana, Nina, nana, kar spita, kar spita. Maja in Dino sta prestrašene zagledala tik pred seboj gobec ogromnega tacozavra. Deblo, ob katerem sta ležala, je bilo namreč njegova taca. Dajta no, nič vama ne bom storil, je zagodrnjal tacozaver. Potepuščka sta si pošteno vdahnila in mirno obležala. Povedala sta, da sta se čisto zares izgubila. Hotela sva poiskati Rogozavrovo votlino, pravzaprav našo votlino, tam smo namreč v davnih časih živeli. Mogoče ti veš, kje je. Tacozaver je vedel za votlino, pa tudi njenega nevarnega prebivalca je poznal. No ja, če ne bosta šla preblizu, če bosta samo oddaleč pokukala. Rogozaver se namreč boji svetlobe in zato podnevi ne pride iz votline. Ampak pot tja je še dolga in naporna, ne bosta je zmogla. Poklical bom Frčozavro na pomoč. Frčozavra je res kmalu priletela in pristala na bližnji skali. Maja in Dino sta se poslovila od prijaznega tacozavra in izlezla na hrbet. Frčozavra je vzela za let, zaplahutala z mogočnimi krili in se dvignila nad nebo. Blizu votline ju je odložila in zagrgrala. Čez 1 uro bom spet tu. Frč, me že ni. Splazila sta se k vhodu. Maja je pokukala v votlino in ob studenčku zagledala spečo zverino. Tu počakaj, Dino, noter grem, dokler mrcina še spi. Dino je trepetal pred votlino in opazoval, kako Maja počasi, korak za korakom leze v notranjost. Tedaj pa se je Rogozaver prebudil, zahreščal, zapihal in se postavil pokonci in zaprl Maji pot nazaj. Dino je pozabil dihati, kaj zdaj? Pa se je spomnil, da se Rogozaver boji dnevne svetlobe.
Obrnil se je tako, da so žarki zahajajočega sonca padli na njegov mavrični hrbtni grebenček in je odsev te bleščeče luči prodrl v zadnji kotiček votline. V njej je bilo v hipu svetlo kot podnevi. Rogozaver je zarjovel, si zakril oči, oslepljen zdrvel iz votline in padel čez skalovje v prepad. Pa sva ga, Maja in Dino sta plesala od veselja. Medtem se je vrnila tudi Frčozavra in kar verjeti ni mogla, ko je slišala, kaj se je zgodilo. Takoj je odfrčala z veselo novico k Majazavrom. Pozno je že bilo, ko se je srečna družina končno zbrala v votlini in Dino je moral še dolgo pripovedovati, kako je ugnal Rogozavra. Potem sta se Maja in Dino utrujena stisnila k mami. Preden pa sta srečna zaspala, sta si privoščila še požirek kristalno čiste, ledeno mrzle studenčnice. Dragi otroci, tako kot Dino, se tudi mi učimo, kako biti prijazni, pogumni ter pravi prijatelji. Vsak izmed nas je poseben in ko si med seboj pomagamo, postane svet lepši in toplejši. Srečno!